danes ne rabim posebej govoriti o širših besedah. Z nami je kuhar Jaka, gospod Jaka Polajžer, ki ga najbolj večina od vas poznate. Nebeda! Pripravil nam bo 4 zdrave jedi, imate tudi recepte, ste dobili, tako da boste vas spremljali zraven. Na koncu bomo seveda tudi poskusili, kaj nam je pripravil, tako da jaz mu kar predajam besedo, no? Torej, dobro večer. Zdaj po navadi, ko prijem na kako prireditev, vrgate sem teta Tomčka, ki nisem Jaka, ne? Bo sem malo bolj poplešen, ne? Ampak danes smo pa tu zaradi prehrane in tudi jaz že delam zdaj 7. leto v okviru Zavoda za zdravstveno varstvo od Ljubljanskega, Kranjskega, zdaj 2 leti tudi s Celjskim že. Zdrave delavnice, pripravo hrane malo drugače, na hitro, zdravo, da dobite malo ideje, kaj kombinirati, kaj pripraviti, predvsem pa, da tudi poskusite vse stvari, pa da jih doma naredite. Ker to je bistvo teh delavnic, zdaj imate malo tudi receptov. Po teh receptih bomo danes šli z namazom, enim takim čičerika. Ja, lahko tudi fižol uporabite, zelo fajn je isto kot pašteta. Tudi za otroke delam, pa mislijo, da je pašteta. Ne vejo, da je fižol. Ampak je dobro, ne? Mi, ko smo starejši, imamo pa še procesor. Tako da, tudi fižol je super stvar, jaz bom dal čičeriko, naredil čičerika je malo bolj suha in zato moram dati malo več olja zraven, ko delam namaz, fižol pa ni treba. Fižol je pa veliko lepše, se spasira pa hitreje. Tako da fižol je še boljša zadeva kot to. Tam pa čebulo noter zaradi tega, da dobite tisti domači okus, ne? Zaradi tega, ker če bi damo čičeriko dal bi mogel malo še drobnato, pa bi rekli, to pa ni, ne. Ko pa čebula notri, pa čisto druga pesma. Dam pa malo koromača zraven. Koromač janež, tisti romoljn. Tisto je super, ker v tem primeru ga prepražim zraven čebule. Ko delate zelenjavo doma, ko je poletje, tega na žaro mesa dosti, se tudi fajn tako zelenjava naredi, paprike, potem pa se da zraven koromač sveži, bučke, se to fajn popeče, malo čebule. To je super zelenjava, ker ta janež, koromač to sladka, pa fajn diši. Gomolj tisti, jako takrat. Tisti je. Zdaj bomo mi prvo ta namaz naredili, da bi lahko kaj jedli, ne? Ja, mi bi že takrat ja. Ne vem, da zdaj eni ste 2 dni že skladali, zdaj tudi malo vrti. Tako da bomo danes mi to naredili. Jaz sem si tam že prej to prepražal, tako da ja hitro jedli, ne? Kako je vložena špicni tisto voda? Ja. Komod. Ne rabite, tista tudi velja. Kuhano, ja. Če pa je skuhate, pač namočite. Kar se danes pri stročicah tiče, bomo kar dosti povedali. Drugo jed, ki jo bomo delali juho. Juho bomo naredili iz kremne, zeleno, pa krompirja, korenja, bomo dali same gomolje. Noter vodo zalili, pokuhali, pasirali, brez smetane. Z jogurtom bomo naredili juho, super pride. To te probali, to lahko doma vsak naredi. Ne rabite dobenega podmeta, samo zelenjavo lepo z vodo prekrijete, tako da je voda prek zelenjave, pa samo spasiraš. To bomo naredili, čisto enostavna juha, kremna, pa pet dobro. Potem bomo naredili ajdovo kašo, pa piščanca, file piščanca bomo pa sezamo lepo povaljali, malo pa ga popekli. Ajdovo kašo bomo pa naredili z več vrst zelenjave, kašo bomo dali na koncu, bomo kuhali koriš lepo počasi, da se ne bo kaša raznesla, ker rače tako pac radolata, ne? Se veliko ljudi jezi so to ajdovo kašo, zdaj tako razkuha. Mi jo bomo čisto počasi kuhali, koriš žolto, tako počasi in to bomo imeli bolj kot glavno juho. Sladica, bolj pride pa jogurt, banane, pira, divja pšenica, veliko mineralov imamo pri vsebu. Struktura zrna je drugačna kot pšenice, ker je bolj čvrsta, tudi pomeni, da bi manj škopljenja po potrebnega. Pšenica je pa bolj drugačna. Jaz pravim, da če gledate piščanca perotinja, tu pa vaše kuro doma, ne, to je neka razlika med piro polno pšenico. Ne. Ono je tako nabildano strašno, ne, pira je pa čisto tak šlanka. Evo, zdaj bomo pa mi šli kuhati. Jaz bom prvo si osnovo za juho naredil, pa bom tisto pasiral. Ker moram krompir pa korenje in vse to skuhati, ne.
Zdaj, jaz malo bolj hitro rečem. Ja sem opazila. Ti doma bote malo bolj počasi, da se ne rado svideli. Probala, pa me prst tako je šel. A, se gre. Boj dolgo. Je že malo tako procesor. Tak, čebulo imamo narezano. Čebulo bomo zdaj prepražili. Dali bomo olje. Jaz kar dam olivno, vse vi, če te dali doma navadno, ne bo nič narobe. Ampak olivno lahko uporabljate pri kuhanju. Drugo je, če jo pa date olivno olje na solato, ker je pa ven okus drugačno solate, tiste večji problem. Tako pa doma kuhate stvari, pa je čisto redo že date. Zdaj tu na to bomo dali še zeleno. Zelena kot gomolj, veliko boljši okus ima, če se malo zraven čebule tudi popeče, ne? Malo jo popečete zraven. Zdaj zelene ne bomo dali preveč, ker je zelo močna, tako da ne bo juha pol imela preveč okusa po zeleni, ne? Evo ga, imamo še zdaj zeleno. Vidite, to gre pa iz hitro, ne? Zdaj bomo malo solili. Zdaj samo to čebulo na hitro malo popražimo, ker polju zalijemo z vodom. Zakaj jo zalijemo z vodom? Ponavadi ljudje pražijo čebulo doma, ko jo solijo, ko jo pa tako dolgo pražijo. Včasih se jim pa ne da pražiti, pa kar prej drugo gor vržejo. Si misli, da vse se bo hudič pokuha. Ampak hudič tam se ne pokuha. Ostane čvrsta, žilava malo, neko jo ješ pol. Zaradi tega zmeraj se da uče tudi pražen krompir je boljši. Ker čebulo spražiš, ko začne malo barvo dobivati, z vodo zaliješ, podušiš, da gre se razleže, pa pa še malo popražiš, je super. Zaradi tega bomo mi tudi za to juho tako naredili, ker to je osnova. Zdaj, če tu zasirješ, potem tudi dalje sirješ. Tako je vse koraki tudi pri pecivu, če osnovo maso malo narobe narediš, ne neko vtepeš, da je to kuhasto. Zdaj že malo diši, ne? Se že malo boha ta zelena. Zdaj bomo narezali korenje. Korenje bomo narezali na take lepe rezine. Zdaj se ne rabimo sekirati, kak je narezano, važno je, da je čim bolj natanko. To pa zato, ker potem, ko te kuhali, morajo se čim prej skuhati. Boljše rumeno korenje. In voda. Korenje. Zdaj, ko voda povre, pa da malo še korenčka gor na to čebulo. Ni toliko, da začne korenje malo tega svojega soka spuščati, ker ta sok vam bo potem dal lepo barvo. Tako da to je ena fejs hitra juhica. Vse stvari bomo poj še krompir na koncu dali zraven, zalili z vodo, začimbe not in kuhamo tam 15 minut, pa bomo spasirali. Tako da v bistvu se da eno tako juho narediti v not 25 minut, neškaj je. Ne rabiš eno uro biti za štedilnikom. Sicer malo bo vzelo cvajta, da počasi rezali, vse zvedi. To vzame malo. To ne boš to, ampak 20 kil čebule vsaki dan pa bote že rezali. Do nedelje bote že imeli tak nož. Režemo 40 let, pa ni. Ja,
Premale količine. Pa ni to. Evo. To je to. Za ta namaz ne rabimo malo kisle smetane. Tu bomo dali, malo olja bomo dali. Bomo pa s paličnim mešalnikom vse skupaj to spasirali. A malo boljša, pa če ima eno žličko, ne da celo. No, samo je žličko. Začim bomo tu dali malo. Dali bomo malo popra. In dali bomo malo soli. Na namazo se pa jogurt tudi lahko. Nič ne piše. Malo je fajn dati zaradi tega, da se bo lepše mazalo. Lahko date. Če ne boste mogli dati več olja. Več kombinirajte, ja. Ker zdaj, če te pa dali olivno olje, bo pa imelo okus preveč, bo pa to manjkalo. Tako da, ko je še malo kompenzirati, nekaj lahko date. Preveč pa nekaj, to pa samo vleko, pa bog ne daj kakve majoneze, ne? Ker tisto pa sploh ne paše zraven. Zdaj damo še korenje. Zdaj bomo še naseckali krompir. Pa imamo vse za to našo juho že pripravljeno. Ne, gre kar kaj hitro. Bolj pri mazanju pova za oblo vključo. Ko bo treba jesti. Eva? Še malo korenček. Zdaj pri tej juhi bi lahko tudi uporabili od brokolija, cvetače, tudi to bi lahko dali noter, pa malo krompirja, tudi toliko, da imate malo škrobne rezljivosti, da je lepša kremna juhica, samo za to. Tak, krompir imam zdaj narezan, zdaj bomo pa te dali to vse skuhati lepo, začimbe noter. In na koncu samo spasiramo. Voda. Zakaj hladna voda? Zaradi tega, da se krompir prej skuha. Če daš krompir vročo vodo, kuha se tle kuha. Zaradi tega, ker škrob reagira na temperaturo, pa vam zakrži. Isto se vam zgodi, če dajete krompir v stvari, kot so kislo zelje, ker je kislina, tudi zakrpne in ga ne moč skuhati krompirja razumiti. Evo, to je to. Naša juha je gotova, malo še damo začimbe, koriander, malo bomo dali soli, pa potem v juho samo še bomo dali malo majarona. Majaron je zelo fajna začimba, za take krompir, pa korenje skupaj odlično paše. Timijana, če bi že, je malo zaradi tega, ker je pa močen. Lahko date tudi koper, ta koper je tudi dober, ampak je pa bolj za zelenjavne jedi, ko je nekaj pražen. To mi podali vajdovo kašo. Pri začimbah je tak, boljše imeti 1, 2, maksimalno 3 začimbe. Ker če imaš preveč začimb, se hitro zgubi okus teh sestavin. Ker se vse začne mešati. In gremo zdaj na naš namaz, da to dokončamo. Zdaj moramo samo še spasirati, ali bomo še malo olja. Jaz imam gabelu.
Smetana mas, lahko date tudi pečeno papriko. Isto date notri česna, lahko malo sesekljate, še date si notri. Smetana mas, lahko bilo kaj drugega date. Isto pri fižolkovem. Osnova vam je fižolkovem, je osnova čičerika. Vse ostalo je prosto bom prešel. Kar dodaješ, dodaješ. Kar imaš pri roki doma, je najboljše. Sploh pri fižolovem, pa pri vseh namazih je povem, da daš malo limoninega soka, če bi ga rad pustil dlje cajta. To pa zaradi oksidacije. Ne smete pa nikoli pretiravati, rad boste imeli pa kisle namaze. To je čisto malo dosti. Par kapljic. Pa to je. Evo, pa smo naredili našo pašteto. To je najlepši del delavnic, ko se rad tukaj jaka. Malo soli manjka. Malo popra. Zdaj pa bom. Tu zraven lahko date tudi tuno, ko imate fižol, se vam bo lepo mazalo, kaj pa čičeriko, ne, tuno date z konzerve, lepo si zraven, pa imate taki za ribo na maso. Vidite, kaj sem vam to rekel. To je mi fajn za manj tukaj. Tako pa šteta je isto. Daleč, vaši. Zdaj pa prosim dve kandidatki, da te pišete to mazati. Imamo mi to dobrih kuharic. Imate, no te pa tam. Tam pojete. Kar prite besedo malo pomagali, ste to namazali, pa da besedo snimamo. Nič se vas, jaz nič ne grizem. Nože bom maknil. Naša juhica bo zavrela, kaj 15 minut, pa jemo spet dalje. V tem sajtu grem pa jaz pripravljati zelenjavo. Se bomo vse narezali, kar bomo imeli zdaj do kašo. Kaj smo že najdli kjero kandidatko? Eka,
Pridi, ven, no. Pridite malo, no. Nič se bati, se pa ne gre. Ne se bati, Jaki. Boš na televiziji, viš pa bo. To vam je zdaj, ja. To pa se treba navaditi, čim prej. Se bliže pridi. Se Odi tu naprej, se tu lep mesto, nisem malo. Nekaj bo se preveč dela. Še eno kandidatko radimo. Ajde, Marija. Zdaj pri teh namazih lahko date še na vrh rezino kuhanega jajca, da že malo bolj imate, lahko si obložite, lahko imate osnovo pokrepitev salame. Imate Štefan. Imam kruha počete. Ne, po recesijski sem jaz bolj, samo toliko, da se vidi, da je. Drugače pa tudi predsednik vlade bi rad prišel danes, ampak ga je nekaj ostavilo zdaj v Ljubljani. In se rekel, gospod Janša, kak se to mislite, vas ne bo Rogatec? Je rekel, gospod Janša. No, spoštovani celi gospodje in dame, težava v slovenski politiki se vrsti. Jaz sem že rekel, ura je 5:12, zdaj smo pa videli, da je ura 6. Enostavno ura gre, problemi se pa ne rešujejo. In jaz sem rekel, nikoli več preko Finske, zdaj bomo šel preko Avstralije. Ker enostavno ne pomaga, če greš preko ene države. Gospod Janša, ker sem vprašal, gospod Janša, kaj pa zdrava prehrana, pa to Urška, kaj kuha doma tako bolj zdravega? No, najbolj zdravo je, ko sedim sam. To je enostavno prisiljen ukrep. Ko ti ne preostane ničesar drugega, kot sam sabo si v kotu. Črtomir pa v drugem. Nekako se ne moramo istočasno na iste nivoje komunikacije, nismo sposobni. Ker enostavno, ko mu hočem povedati zapleteno gospodarsko zadevo, me pljune. Zdaj so mi razlagali, da je pač to otroški efekt. Sem pa rekel, ja, to imam isto v opoziciji gospoda Jankoviča. To ni otroški efekt, on me tudi popljuva za vsako, kaj naredim. Zdaj boste že počasi jedli, to je napredek. Kaj bomo zdaj naslednje delali, ker bomo juho skuhali, jo spasiramo in boste še to probali. Glavno jed, ajdovo kašo, piščanca že imam tu pripravljenega in to jed bom naredil samo z zeliščno soljo. Dobene druge stvari ne bom dajal noč. Zakaj? Zaradi tega, ker zeliščno sol si lahko vsak doma sam naredi. Hvala lepa, sem že sit. Pri zeliščni soli je tak. Zdaj imamo vsi na vrtu stvari, ko se ti od peteršilja do kakšne druge začimbe, že zdaj ima kjer na vrtu tukaj drugega. In vse to se da lepo pobrati, fajn se sekati, sol zram, da voda čim prej gre v stran, se ti to lepo posuši in potem samo to lahko še v kavnem linčku, če je treba bolj na fino v prah in imaš čisto malo soli zrama zeliščno sol. Izogibate se stari navadi iz one reklame žličkico Vegeta. Ker Vegeta je dodatna sol, 80%, 20% korenja. Kaj pa ta bio, ko kupujemo? Bio ali pa bio ne bi. Ni, ne? Malo je dražje, pa malo manj solije. Ampak še vseeno je nekaj. Najboljše je domače. Industrija je iznajdla stvari, da je prodala ljudem, pa da so bili ljudje odvisni. Trek pa industrijo briga, kak je vaše zdravje. Tako da njim interesa, da vi imate dober produkt, njim je interesa, da grejo s farmacijo z roko v roke. Tako. To je zmeraj tak navezava v svetu, ne?
In zaradi tega te stvari boljše, da doma sami naredite. Kaj pa naredite si s tem dobrega? Najslabše je, če imate doma še zmer tisto staro navado, da treba žlico v sol, pa lepo soliš. Ker to je tisti občutek v roki, ki te vara do smrti. Ker zmer soliš. Pa kak se človek navadi enega ljubega piskra, ne? Se vidite, tu samo eni piskar, ne? In zmer vem, koliko je treba notri skuhati, ne? Pa zmer vem, koliko soli moram dati. In če enkrat dvakrat solim preveč, bom zmer solo preveč. Zaradi tega sem navajen tak, ker imam že to v roki. Najbolj si je kupi dozo za sol. Ne konšta veliko, pa še sol je not. In lahko treseš pol ure, pa ko nič gum ne pade. Ker tam se vam pa lahko zasipa, plus tega pa še najboljše so te plastične, tu najmanj vendeti. Te stekleni že več vendeti. So že poštudirali, da ne prodajamo to, ne? Tako da to je najboljše. Lahko soliš pol dneva, jaz počasih na delavnici po 7-krat juho solim, pa se ljudje že za glavo držijo, kaj pa to soli notri, bo s tem kuharjem je nekaj narobe. Prej smo pol ure poslušali, brez soli, on pa tak soli 4-5-krat, 6-krat, 7-krat. Ampak oči vidijo, da gre ven, v resnici je pa zelo tisto malo. In največkrat je treba svoje oči goljufati, da dosežeš kako korist. Ker navade spremeniti je zelo težko, to vsi vemo, ne? In tudi tak je teta Tončka je imela eno tako navado, ne? Je hodila na delavnice, tudi tak. Te pa ne še enkrat jejo. Samo možete iti. Je šla eno tako delavnico, tudi zdrave prehrane in so tam razlagali, da samo svinjsko meso ne moš kar dati peč, ne, da treba kaj zelenjave zram, da je bolj to manj kalorij, ne, da malo zelenjave. Ja, jaz pa rada zelenjavo. Ja. Jaz sem dala koreje, pa nič, neko peteršiljevo korenino, to smo včasih zelo metali za bujdeke, ne. Pa kolerabo, da bi jedla, pa to si ja, kako je to ratalo zdravo, zdaj. Jaz sem pa dala kolerabo, koreja, to lepo, pa tisti peteršilj korenino, ne. Sem spekla, meso smo pojeli, ovo sem pa pravcem dala. Pa veš, da mi je bilo dobro. Torej, nič ne pomaga, če naredi zaradi drugega, to, če ne naredi zaradi sebe, ne. In vse v tej prehrani je tak, ne. Vse vam dobedi ne prepove, da ne smete nič tega. Reče vam malo. Ampak včasih so ljudje niso imeli, pa so zato zdaj, ko imajo, navalili na polno, ne. Včasih so imeli enkrat na teden meso, pa nimajo domen tak strašnih problemov. So mogli tisto polento jesti, pa kaše, pa vsega Boga, kar je zelo dobro, ker čisti črevesje, ne, ker je tudi vlaknin, dosti zelenjave, to vse gre lepše presnova, ne. Najslabše, ko se človek ogljikovih hidratov dositega nažere. Pa Bog ne daj, da še ima slovensko navado, ko si skuhate stenine, pa še 2 minute not pusti, da jagodič ne bo surovo. In po še jih lepo z omakice pomeša in to se še napije, na koncu je razkuhano hrano. In to razkuhano hrano, ko pojemo, se v želodcu samo to naredi, kot da bi topel kruh pojedel po eni strani, ne. To vsak ve, da ima v želodcu bolj kar tak nekaj težko, ne. Pa še fejs, ne, ampak koliko je pa tak težko, ko je veš natrojane na krov tisto, ne. Tam tisti glomazen krov in na sredi še zmrt topel po 5 urah, ne. In ga poješ in imaš tako kepo, da hodiš ko robotsko, ne ven si tega. In te stvari vam isto pri testeninah naredi, ne. In glikemični indeksi se večajo tudi za tiste, ko imate sladkorno. Prekuhana hrana vam upočasni presnovo in gre vam cuker gor hitreje. Zakaj mislite, da Italijani niso debeli? Zaradi tega, ker jejo vse al dente. Ker jejo al dente kuhano. Zaradi tega, ker tisto je preprebavljivo. Mi Slovenci pa vse 5 minut dlje, da jahodič ne bo surovo. Ampak kaj se Slovenec sekira, ne, po eni strani. Evo, lepo nam juha vred. Po eni strani se ljudje bi radi nekaj naredili, ne, se dobej nič ne ukrepa, dok ne prije do zdravnice, ne. Ko zdravnica reče, da je pa problem, zdaj pa konc zajebanci, ne, ali pa gre se tam, pokuditi, zdaj pa bom. Ampak pri prehrani je tak, da je boljše zmer prej malo po malo štopati, kot da pa pol rdečo luč, ne, bremzati. In zaradi tega vam priporočam sploh, da ko hrano delate doma, da delate čim bolj raznovrstno. Ker telo je kot računalnik, isto dela. Navajanje eno obroke v tisti uri. Zato imate zmer občutek lakote, ker se telo navadi. In boste lačni. In če se najeste, tisto telo porabi en del mali, pa tako večja 2 ure bo spet jedla. Pojedamo naravno. In tako dela telo, ne? Ti, ko ješ več, hujšaš. To ljudje ne morejo zastopiti kak. Zaradi tega, ker telo skozi dela. Ker presnova skozi dela, ker to šiba.
ti, ko pa se nažereš ob 12, pa ob 8 zvečer, pa si nisi nič naredil, ker samo obremeniš prebavo, zmatran si tak, da moraš iti spat na uro, ker ne moreš funkcionirati več, ker si se tak najel, ne? Ampak v resnici zvečer si pa nič nisi koristi naredil, ker zvečer tak nisi nucal tiste hrane. Če bi en kos takega namaza pojel, bi imel čisto dosti lahko, te ne bi čutil šel spat. Zjutraj bi se zbudil, bil bolj čili izpočit. Da se zvečer nažereš do sitega, celo noč se obračaš, ker ti je vamp na poti, pa ne veš, kak bi se naštimal, ker ti že vse hudo, že gor tiši, ne? Zjutraj se zbudiš lačen, zaradi tega, ker je celo telo, celo noč to delalo in zjutraj si še bolj lačen, ko si šel zvečer spat. Pa si se tak zvečer najedel, pa po logiki sploh ne bi smel biti lačen. Tako da telo je navajeno in ko se telo enkrat navadi, začne samo rezerve delati. Nekaj malega ponuca, drugo rezerva. In zdaj pa še razkuhano ješ, pa še tako bolj in še dodatno upočasni se vse skupaj. Ja, najboljše, suhe slive jete. Jaz grem kilo suhe sliv, pa daš koliko? Ja, te pa, če imam srečo, šnok srata. Ker se dvakrat prekuha, fermentacija. Torej, zdaj pri ajdovi kaši. Ponavadi smo vsi navajeni, da delamo dosti s čebulo, ne? Osnova čebula, pa potem prepražimo in potem delamo naprej. Pri ajdovi kaši bomo šli čisto drugače. Papriko bomo samo popekli na kocke narezano lepo, potem bomo dali še zraven bučke na kocke narezane, potem bomo dali pa por. Pora ne smete pražiti. Por date zmeraj notri, ko se jed duši. Ker takrat se on zmešča, pa da svojo aromo po okusu. Ko ga vržete na olje, pa ga prežgete iz žilov, tako da ga ne moreš griziti. In zato por ni čebula. Ne morate isto z njim delati, ker je drugače, ne? Čebula je v zemlji, por pa bo ven rasel, ne? Tako da morate bolj dušiti. In danes boste probali tak por, pa boste videli, da je veliko boljši. Ko se on poduši, lepo je to čil posledice. Zdaj še lahko ni kruh. Če ste še lačni, kar jejte, ker pol ne bo dosti. Samo moje drago gospod prosil, če mi gre to upraviti. Si jaz lahko pripravim. Zdaj štekar ga ni priporočniku, ker ne bi frizure naredil. To je to. Druga stvar. Zdaj je kampanja po televiziji ribe. Jejte ribe, enkrat na teden ribe. Ljudje včasih jejo ribe, včasih greš samo konzervo, pa mogoče kakega osliča, pa zdaj že pango kupijo, pa malo probajo. Ponavadi imajo pa izgovor, da to smrdi, pa da ne more se rešiti tega, ko začneš peč. In zato na svetu obstaja pica pekač. Za vse je dober, samo za pico. Čudno, ne? Pa je pica pekač. Ampak se pa da dobre stvari notri narediti, enostavno, hitro, tudi ribe se super da narediti. Lahko peš na balkon, si ga vštekaš tam na balkonu, narediš. Da sosedo smrdi, pa si srečen še toliko bolj, ker se enemo polepšal dan, ne? Se razburja gore. Ja, čakajte malo, sosed se bo tudi navadil ribe jesti. Rekel, če mi je ona smrdela, še pa jaz jel ribe, ne? Na kontra, ja. In tu se da lepo ribe notri narediti. In samo po grelci se jih lepo spod naloži. Kaj je pomembno pri ribi? Nikoli ne smeš dati mokre ribe v posodo. Nikoli na hladno. Zdaj imaš mitročo, olje, riba. Ker ponavadi dajo ljudje kar mokro tisto ribo, tako pa bum v gorde se zgrabi, vse po se razpiznijo, vrže tisto ribo, vse ponvico, pa ne več delo ribo. Brez kože, samo brez kože. Zaradi tega, pa tudi v teh stvareh jaz dam ponavadi, ko dam ribe, delam na delavnicah, ribe vtalim v slani mlačni vodi. Slana mlačna voda. Zakaj je slana voda? Slana voda zaradi tega, ker to tudi ljudje mislijo, govorijo na morje dol, mislijo, joj, zdaj pa na Hrvaškem, to pa bo tak sveža ribica, lepo iz morja, tak, da bom jaz jel madreka, peha, tak. Take ribe ni. So za tiste, ko poznajo, pa imajo malo poznanstva, da tisti bo že svežo ribico. Vsi ostali te jedi zamrzne. Pa vseeno je dobra. Zakaj? Zaradi tega, ker kak delajo zdaj. Včasih so ribarnice, ko so ribiške ladje, še naša ena je taka stara, da so z lenom hodijo, pa ribice, bledeka notri pa to. Nove ribiške ladje nič več tega. Ribo lovijo, ko še malo skače v šoker, -40, da jih globoko zamrznejo in to ribo potem, ko še skače.
minus 40 takoj ušel, ker to je hitro fertik, pride v prestanišče, je taka zamrznjena, gre dalje in tako ribo potem bi spakirajo in dobite vi tudi lahko tudi v trgovinah. Kaj je pomembno pri teh ribah? Ko jih otajaš, jih moraš dati v slano mlačno vodo, zaradi tega, da riba vzame sol, koliko je rabi. To je isto, kot če ste daj ribo jedli, ker soli pečena, se ni slana. Vzame zmer toliko soli, koliko rabi. Da lahko kilo soli date not, pa ribe otajaš, pa ne bojo slane. Ampak riba bo dobila tudi aromo svojo nazaj. In zaradi tega je taka riba bojša. In še malo prej se ti bo stalila. In to potem samo osušiš na serveti in potem to ribo zmeraj skožo dol. Ni treba pomokati. Se vem, navada je zaradi pomoka, zaradi škorje, da je lepa, ja, da je bolj reš pečena, ne. Lahko malo koruzne moke, ne bo problema. Samo bistvo je, da je suha riba, ne. Ne, da je še kaplja voda z nje. Zdaj mi smo dali začimbe, to lepo diši, jaz sam pogledam, če je se skuhalo vse. Ja, še bo kakvi par minut, če bo lahko. Ta caj pomešal zelenjavo si pripravo, da bomo mi hitreje. Torej, zdaj pri papriki smo vzeli tu papriko rdečo, rumeno, pa zeleno. To imate v recepturi. Zakaj uporabljamo več vrst paprike? Ne zaradi tega, ker so lepše barve, tudi zato malo. Ampak vsako živilo, ki je različne barve, ima tudi različno vsebnost vitaminov in mineralov. Ni vse enako, ni paprika, ne. Tako ima paprika rdeča, recimo, več vitamina C, kot pa sadje. Tako da, vsako živilo ima določeno vsebnost nečesa v sebi. In kaj je pri hrani? Ko vi vidite hrano na krožniku, če je taka lepa, raznobarvna, se ste živi dobre volje, preko greste jesti. Če pa vidiš tam neko žlavso, tako da samo tako po strani stoji, te že mine apetit, pa boš manj pojedel, ne? Po drugi strani pa tudi to ne drži. Če lepo zgleda, si že na en način tu sit, pa že samo tu malo rabiš, ne? Mi jemo z očmi, se včasih greš kam tako, kak je lepo. Tak si lačen, takoj ko vidiš, že ti za kak lepo zgleda, ne? Zaradi tega je tudi pomembno, da vsa hrana, ko se dela, da tudi barvno, da je ona lepa, ne? Pa čim bolj enakomerno tudi, da je narezana, ne? Včasih ljudje to sekajo eno na rezance, drugo na kocke, tretjo tak, četrto tak, kak pride. Ampak potem imaš tako zmešnjavo na talerju, da ne veš, kaj je kje. Zato je spravi zmer, zdaj vidite, da ta gostilna išče šefa, ne? To je perfekcionizem od tega, kar vam jaz pravim. Tam je na vsaka kockica, mora biti na milimetre kockica. Če ni na milimetre, moraš enkrat rezati. Zahteva, da so milimetri, ne? Ampak po drugi strani pa tista hrana, ki je potem na krožniku nekak ima zgleda, ne? Zdaj, če bi on tam rezal rezance, eden pa kocke, tretji pa tak, kak bi to zgledalo, se ne mogo nič oblikovati, nikam ne bilo. Ne bilo tudi videza, ne bilo tak lepega, ne? Zaradi tega je pomembno, da se to reže čim bolj enako. Zdaj ne rabite vi doma na milimetre rezati v gostilni. Tisto ne bo, ja, miza se malo tresem. Zdaj, če bo zdržala to kuharsko delavnico, bolj je že dobro. Ja, zdaj pa sem te dobila. Glavno, da je bila stestirana. Evo, zdaj smo mi papriko na kockice narezali. In to papriko bomo zdaj mi malo popekli potem. In bučke na koncu bomo dali por, potem bomo dali ajdovo kašo. Zdaj na mesto ajdove kaše lahko tudi kjeroproseno kašo, lahko tudi kvinojo. Kvinojo pač se malo poznate, to je južnoameriško žito, prihajate pač tudi v trgovinah, pa kuskus imate tako stvar tudi. Kuskus je v bistvu pšenica, durum, z katere nastane testenina. Iz bolj finega kuskusa se delajo testenine. Testenine se ne delajo iz moke, z kuskusa se delajo, z tega duruma, ne. Zaradi tega ta durum je bolj čvrst in tudi testenina, ko jo potem sprešajo pod pritiskom, ima lepšo strukturo, ker z moke ne bi mogli tako lepe čvrste testenine narediti, ne. Zaradi tega.
ker tako se bistvo zrnje potem loči, z notranjih delov pa se potem delajo muke, ne. Tako skus je neko zunanji del žita. Papriko imamo zdaj lepo naseckano. Zdaj bomo šli našo juho spasirati. Kdaj boste vedeli, kakva je prava gostota kremne juhe, ko boste imeli torej vodo nad zelenjavo. To je dovolj. Če boste imeli preveč vode, boste imeli preredko kremno juho in pa boste dodajali podmete, boste vse uničili svi. Če boste imeli pregosto, se ne boste na žlico jesko frutek, ne, boste spet dali vode notri in boste spet imeli probleme, kaj pa zdaj, ne. On pa to začini spet, pa ono, pa drugo, pa tretje. Najboljša navada je zmrli. Voda gor lepo in to je to. Potem samo spasiraš. Ja, kaj pa če mi vseeno malo povre? Vse, če vam povre, to, da je voda gor. Lahko malo dolijete. Samo potem, ko že enkrat spasiraš, je problem. Ker pa moraš pa dolivati, ne. Pa moraš priti dosoliti. Vse majškano vam povre, ampak če imate pokrito, ni problema. Je to zelo malo. Še juhica. Kak je bil namaz? Je bilo v redu? Ja. Zdaj pri fižolu vam bo lepše, še pa boljše. Je bolj dober. Ja, bolj dober. Bolj okusno. Smo navajeni. Da ste bolj navajeni na okus. In damo malo jogurta. Ne bomo dali nič kisle smetane. Čist dosti je jogurt, če ga date lepo notri, malo na konci juho. Ker jaz sem že 3-krat sodil. Drugač bomo rešli do 6 pa 7. Sam pol ne vem, da boste prišli domov. In spet smo pri drugem krogu. Zdaj pa tak 3 bomo jeli, zdaj na take šalčke malo. Ja, tako veliko šalco vsak. To se sam razmežuje. Je dobra, ne? Res dobra, samo soli manjka. To ne pa ne bo dobro. Ja, to pa bo res dobro. Pa ne gre Bom večjo vzel, da šlo več ven. Hitro se bojo oni za zdravje oglasili, ne soli. Dokler ni preslano, se doben ne obnaša. Ampak zdaj vidite v resnici, kaj roke delajo, ne? Ja. In druga stvar je, ko manj soliš, daš na mizo, se vsedeš, se lepo je, pa nekdo reče pri mizi, ja, to pa manjka malo soli. Pa rečeš, idi po njo. In bo sedel pa pojel. In bo 3-krat isto naredil, ko se naučil. Navado se bo za manj slabo. Najslabše je, da podpirate lenene riti. In tudi drage babice, tudi ko tako lepo pomfrije, ko narežejo svoj vdukom, ko se jim zlušta, ne. Rečete mu, naj si gre samo lupi krompir. A, to pa ne, grem televizijo gledati. Dobrota je sirota. Pa včasih se to sekira, no mama, tako fajno zelje smo imeli, pa tako dobro, pa hudič mali, da bi jedel. Ne bo jedel, če ima poli pa majonezo v hladilniku. Se pa ni nor, se vi, če bi na njegove mese, vi so šli na poli, pa v hladilniku. Na zmržnje po friku se samo zavžejo. Viš, kaki luksus, ne? Če ga ni doma, ni problema. Če je pa doma, je pa doma. Zdaj probamo drugi krug. Zdaj pa je v redu. Dobre, a malo soli manjka. Ne več, preveč.
Malo je. Veliko smo že zdaj solili, bi rekli, ja? Nekaj srati, zdaj pa že tak slano, da ne vojte. Pa še da drobno. Probajmo spet. Zdaj bo soli zmanjkala preko mjadno solo. Je na meni. Boste sami presodili, če je dosti. Zdaj bomo to juho tu razdelili, spet rabi mojo kuharsko pomočnico. Ja, dosti imaš. Dragi bratje in sestre, dvignite riti in pridite na juho. Kar lepo si pridite, lepo se stanite, malo se prehodite. Dajte si zdravega življenja, da malo... Zdaj smo dali papriko. Zdaj bomo dali še potem bučke. Potem bomo dali por, vmes bomo še pripravili piščanca. Tako da omeni potem glavno jed. Vi doma boste lahko zrezke naredili kar zrezke, jaz imam tu medaljone. Priporočam vam, da delate čim manjše stvari. Tudi medaljoni so super. Zakaj? Človek ima v sebi taki, pravi, požrešen nagon, ne? Če je en šnicl, pa ta veliki, se še bomo zmer drugega luštali. Če bo pojedel 5 medaljonov, si jo pa začel študirati, zdaj sem pa že res malo preveč tega mesa, ne? Pa sem ne 3 že pojedel, pa je še manj kot en šnicl, ne? Tako da, spet oči, tako pri soli, tako pri pripravi, ne? Ker kak je slovenska navada, ne? Ko se dela kosilo, ne? 4 so pri hiši, 6 res, ko se pa speče. Da ja ne bi, kjer bi lačni. Pa da še nekaj ostane. Pa da še bomo zvečer jeli. Na koncu pa vse pojete za kosilo, samo za banke se držite, pa spati. In je spet enkrat preveč hrane za južno, ne? Pa tista dobra stara navada, ne da bi kjer študiral, koliko skuha naenkrat, da si pakiral hladilnik pa zamrzovalnik, vsi si pakirajo po vrečke kilske. Pa 2 kilske vrečke, pa notri tlačijo, pa vežejo, pa skuha pol, drugi pol pa še po hladilniku se kata sem pa tja, ker ne ve kam bi z njim. Pakirajte si toliko, koliko enkrat vzamete ven, pa enkrat porabite. Pa čim bolj sveže, 3 mesece v zamrzovalniku tudi sveže počaka. Ne prekuhavati, ker kaj se vam zgodi? Namesto, da bi to blanširali, vi malo še prekuhate. In po še enkrat utališ, pa še enkrat prekuhaš, nimaš nič več notri v tej zelenjavi. Je boljše, da si greš kupiti kocko, eno zelenjavno, pa ti se spiješ. Nima smisla, ker si uničil zelenjavo, ne? Isto majhno filozofijo pri mesu, ne? Prvo ubiješ žival, pa še 2-krat ubiješ tisti šnicl, preko ga vric praviš. Tako da je že tak suh, da v bistvu rabiš nekaj, da zalivaš, da ga... In kaj se vam zgodi s tem mesom, ne? Človeški organizem ni nared za to, da bi to prebavljal, ker je predolgi prebavni trakt. In meso pri vas dobesedno gnije. Ko gre to čez čreve, to gnije in se razkraja. Pa pač malo tak nogo date, ampak dejansko se smehom povedano, je to res. In zdaj, če vi ne jeste zelenjave, da ste bolj mesni, ne? Samo meso na meso, imate resno možnost, da boste imeli raka na črevesju. Ker enostavno to se razkraja. To ne gre kar tak. In zdaj pa še veste, kaj je neko ima Slovenec rad škroba, krompirja, da se nabaše pa mesa. Pa boli ga za solato, pa tisto, kaj tam plava tam. Tisto brez veze. Meso pa prilogo. In na ta način so začeli vsi gostinci tudi delati, ne?
Amo, dajmo mesa pa priloge, to je srečen, dal plačal, pa šel domov srečen na vsi. Se je res, ne, tisti šnicl že prek taler dok gleda, da že rabi skoraj 2, da ga gor držite, da ga lahko režeš, ne. Tako so začeli delati. Mega, ne. Včasih bomo kot Američani, ne, zdaj je to hitro prehrano, vidiš McDonald's v Slovenskem, taki mali, tam je taki mali, taki. In vse to pride k nam. Ves ta rom-pom-pom, ki ga pred leti to tudi bilo. Vidite, kako se življenje spreminja, ne. In tako se hitro življenje spreminja, tako se mogla prehrana spreminjati, ne. Mi pa smo ostali z navadami, kako smo kuhali pred 40 leti, kako zdaj delamo. To ne gre, ne. Enostavno, dokler ne zariba mašina, ne. Pa treba mašino flikati, ne. Ker mašina ni navajena. Zdaj je stres, ne, večji dejavnikova prehrana sploh, ne. Človek tudi, ko malo čuva, pa malo bolj zdravo je, ampak je toliko tega stresa, da enostavno to še dodatno črpa organizem, ne. Evo, te bomo še narezali bučke na kocke, bomo še pa tudi nekaj povedali o soli, ker je bilo vprašanje. Zdaj sem se jaz malo bolj počasi spravo rezati, ne ste videli, zdaj, katere lepe kocke narediti. Evo, te kockice bomo tako dali lepo zdaj na papriko, papriko smo prepražili. Tole bomo narezali, ker vas je veliko lačnih, ne bi šel kjer lačnih domov. Ziher je ziher. Zdaj, kar se tiče bučk, vse to tudi lahko doma predelate, to pa ja ni dobena umetnost, ne, te zukinije, kuficeme, to se lepo razrase, imate bučko, kočete, se jih ne rešite, ne. Pa te moškatne buče za te juhe so čudovite to. Pa kokaido, to tudi lahko posadiš, lepo se ti razraste. In tudi počaka, ne, to lahko tudi imaš v skladiščih, ne. Tako da vse te stvari, bučne juhe, take zeljnene, te gomoljne zelenjave, vse to se da fajne juhe narediti, vidite, in brez kisle smetane, čist dosti okusna, čim bolj naravna, da se vse sestavine, kaj so v zelenjavi, okušajo še. Jaz dam ponavadi moškatni oreh dam majaron, sol pa poper. Dam pa malo moškata, ker malo moškata paše zram. Evo, buče pa to. Stvar je še bilo vprašanje glede olja. Ker so rekli, da na olivnem olju se ne peče. Se ga ne pregreva. Zdaj, olivno olje, ki ga imam jaz tu, je oljčno olje. Čeprav ekstra deviško, to bih ni ekstra deviško, čist drugi vkus pa vse drugo. Tisti, ko dame domačo olje, pa ve, kako je domačo olje olivno. To je tako gosto barva, čist druga, kot jo kupiš. Kar je pomembno pri olju je, da olje ni v plastiki. Ta olja so najslabša, kaj so v plastiki. Olje mora biti v stekleni ali pa zaprti, da nima svetlobe. Takrat je olje najboljše. Vidite, veliko grškega olja, recimo v dozah, tistih že se kupi. Ker tako olje je najbolj, da se ohrani, če je ekstra deviško, če ima neke vsebnosti. Vse tudi bučno olje na sonce nastavljate. In tudi pri olju je tak. Pri olju rabiš 3 kapljice, ne rabiš pol litra. Ta dobra slovenska navada, sploh je sezona paradajza, ki se dela paradajzov solata, se tako glije gorbočnega, da plava dole solata na bučnem olju. Ker ni boljšega za Slovenca, da še tisto namoči kruh, to treba pojeti isto. Ampak, ko si dal bučno olje na solato, si dobil okus. Par kapljic se lepo razlije gor in imaš tisti okus po bučnem olju. Je tak. Kar, ko si ga preveč gljiv, ga itak spraviš svoj rit. Pa imaš pol probleme, ker bučno olje pa ni tako malo, kar se tiče, ker bučno olje je zelo močno, tako je koncentrirano, to pravo bučno olje ni, tisto solatno olje je drugo, to pravo bučno olje, ko kupiš, je maščobna stvar, Vse maščobe niso slabe, maščobe mora biti v našem organizmu. To
je dejstvo. Brez maščob ne bi funkcioniralo veliko stvari v našem organizmu. Ampak maščobe, ki niso toplotno obdelane, pregrevane in te zadeve, maščobe, ki jih date lepo na koncu na solate, ki jih lahko tudi vje date, laneno olje recimo, olje groznih peč, ki je zdaj popularno tudi, repično olje recimo. To so vse stvari, mi ne znamo tega nucati, to je največji problem, ker nucaš tisto belo olje ali pa sončnično olje, sončnično pa tisto rastlinsko, tu vmes, zvezda ali pa ono, Čeprav je drugih olj cela paleta, nikoli dobili ne vzame, pa doma jih delajte. Kupite si eno olje kvalitetno, ali neko olivno, ali navadno olje, sončnično recimo, pa imate paradajz. Paradajz si lahko izdolbete, ga posušite na soncu lepo. Pa imate sušen paradajz, to je tako dobro, tako sladko, fajn. In je za jedi, za lednjavne, za omake, za bilo, kaj ga lahko ponucaš. Pa paradajza toliko kraj mečemo, nekaj ne vemo kam bi z njim. Ali ga pa pohavamo kaj še slabše, se naredimo samo kislino, imamo tisto takoj. Izdolbite samo sredico ven, si ga lepo narazrežete na četrtinke, lepo pustite, lahko ga po pečici na 40 stopinj sušite. Par ur bo treba, se posuši, ga v olje daš, isto lahko baziliko tak naredite, imate bazilično olje. Vsa ta začimbe in dišavnice si lahko date v olje, pa imate potem olje. To olje uporabljate takrat, ko delate solate, ko date na koncu, ko to skuhate, recimo ajdovo kašo, da dati malo olje gor. To je aroma, zato ga nucaš, ne daš pražo na njem. Ampak da daš aromo, ker taka maščoba je boljša kot tista, ko si jo prej vlil pa pražo gor na njej, Zdraj tega gre, Kar se tiče soli, recimo pri soli, pravijo tudi himalajsko sol navajajo kot najbolj čisto sol. Tudi posebnosti mineralov je najboljša, bi se temu reklo. Ni toliko slana kot sol, kot da bi bilo slano, je malo manj slana, kar je tudi boljše po eni strani. Morska sol je najbolj nečista sol, solni cvet je že boljš, ker tisto solni cvet je tu v bistvu kralj te soli. Taki kot pri olivnem olju, hladno tiskano, pa gre pa samo dol. Sol morska ni tak čista, zdaj pač soli v prehrani tak naj ne bi bilo preveč. Ali boste 100 poceni soljo solili, ali boste ono drago se solili, to je stvar odločitve. Važno je, da solite malo. To je najbolj pomembno. Ker ne boste verjeli, so delali študije, tudi šole na Gorenskem so že zdaj začele iti s akcijo, da v bistvu čaje ne sladkajo, da pijo nesladkan čaj otroci in so starši v šolo prileteli otrokom, so sladko pripakirali, da so otroci v šolo znesli cukor, ker šola pa nima denarja za cukor. Ampak malo meda so dali noter, v sam čaj, so naredili čaje, otroci so tudi zraven šli nabirati ta zelišča za čaje, ko so imeli te naravosnovne dneve in so se otroci tudi marsikaj naučili, ko so se starši potem zraven naučili. In navadili so se piti manj sladkano. Drugo je zdaj, ko pustimo, kaj delajo lobiji, ki pa v šole butajo tiste hladilnike velike, bi radi Coca-Colo pa vse šole nabutali, notri pa čokoladice, da bi to samo otroci lepo zapravljali na sladko, na cukor. Ampak take akcije so zelo dobre. In tudi so probali potem kruh. Sploh si človek ne more misliti, ampak to kruh, ko ga kupiš v trgovini, v pekarni, že ima soli, kaj rabi solan. Dnevno potrebo po soli. Kaj še ne, da vse ostalo računaš, koliko soli pojemo, Sol pa odvaja vodo, In tudi, ko solite meso, recimo, koliko se vam je že zgodilo, s nekaj kos mesa dali lepo v marinado, dobro slovensko, to imamo cel Balkan navado, da mora biti paco fajn nasoljeno, to drugi dan pa daš peč. Kaj se zgodi drugi dan? Ti meso noter daš, samo pale, samo steče voda ven z njega. In tako meso je suho. Vsako meso ima svoj način toplotne obdelave. V profesionalni kuhinji, recimo, delamo tako, da piščanca pečemo v prvi fazi na 250 stopinj. Damo hitro kožo zgrabi, da ga zapre in ni izgube mesnega soka. Tako doma, ko to delate, morate imeti pečico fejs vročo, pa na maksimalno. Pa par minut, da vam se stisne, pa potem spustite lepo na 160, 180, da ga lepo pečete počasi. Toliko, da zaprete meso. Recimo pri svinjini je zmer boljše, če je vlaga oziroma da je par. Tako da svinjino je fajn, če jo tudi malo popariš, pa je pol daš peč. Je bolj sočno, ni suha po žagovini.
Mi delamo recimo tako, da jo pač kuhamo par minut, pa jo pol pečemo, konvektovati, tam lahko reči, ne. Doma recimo je malo bolj težje to narediti, ne. Zdaj, če bi jo poparil, bi bilo super, tako da beljakovina zakrkne in potem lahko to meso se lepo peče, ker zapreš, ne. Recimo, na tak način mi delamo tudi svinino. Ja, s kokosom kar dosti ljudi že dela. Jaz nisem neki ljubitelj tega, zato ker so potem določene študije pokazale, da je najbolj kvalitetna maščoba je svinjska mast. In potem si spet tam, kaj zdaj ne? Smešno je tudi tak, da ena raziskava kaže, da je to najslabše, druga kaže, da je ono najslabše. Zdaj, v končni fazi bolj jaz kar tudi ne vem, kaj človeku priporoča, da zdaj najboljše. To pač vsak za sebe ve, ampak je pa zmer stvar odločitve. Otroci smo na masko zrazili. Ja. Vse vam doben vam ne pravi, da ne smete. Rečejo vam, dajte malo. Ampak človeška navada je pa taka, da ko človek včasih ni imel, zdaj pa mora žreti na puno. Ne zna se nazaj držati, to je problem pri prehrani. Pri prehrani je to največji problem, ker vsega bi mogel pomalo jesti. Se tudi pravijo, da vegetarijanstvo ni zdravo, zaradi tega, ker telo rabi to. Tudi eni, ko imajo te diete, se vidite, če shujšaš, če se postiš, recimo, ali pa da imaš dieto, ki je samo sadje ali pa kaj drugo, se shujšaš, ampak telo trpi in ko začneš nazaj jesti, se zrediš za dodatnih 5 kg. Zaradi tega, ker je bilo telo v stresu, v krču. In zaradi tega to ni. Druga je ločevalna, ki še ima največ prav tu, ker ločuješ in takrat samo moraš pa živeti. Ne en mesec, moraš živeti. Ločevalno. Tako moraš jesti. Ker če začneš nazaj jesti, se telo spet hitro prilagodi. Zdaj vidite, kak je telo kot sistem. Telo točno ve, kak vi jeste, kak vi. In potem to lepo skladišči. Če ga ti malo zabiksaš, pa rečeš, tak, zdaj pa se ne grem več, pa vsako uro bom nekaj malega pojel. Pa da vidimo. In boste vidni, na dolgi rok skušaš. Najbolj zdravi, elegantni način. Pomalo, da ješ, pa večkrat na dan. Zdaj spet zeliščno sol, zdaj grem pa jaz na meso. Tu imam sezam. Zdaj bom kar dosti zelišne soli. Tu imamo sezamo seme. Popekali bomo kar v tem pekaču. Dali bomo malo olja. Zakaj mora biti olje? Ker včasih pravijo, da se pa to je teflon, pa se ne bo nič prijelo. Ni res, ker daš ti sezam na vroče, se začne žgati. Moraš imeti olje zaradi tega, da v bistvu gre postopek pečenja, da se ne zažge seme, ker potem zažge grenko, da nimaš nič od tega. Tako da samo si ga tako lepo razmažem. Zdaj lahko prijete tudi bliže, ne boste tako sedeli. To je bilo prej pripravljeno. Zmanjšali zelenjava, zdaj je dušena, zdaj bomo dali še ajdovo kašo. In zdaj si samo lepo naložite. More pa biti zaradi tega, da se lepše meso speče. Sezam se drugač ge. In taka stvar, da rabiš tudi manj soli, zaradi tega, ker sezam že v posebnosti malo maščobe že not, tudi malo soli je že v sezamu, ne rabiš tudi mesa soli. Pa lepo aromo ti da tudi. Zdaj si pač take male kočke narežem, tako da če jih par poješ, imaš že dosti. Če pa veliki šnicl mjel dva, ne. Zaradi tega, kar zdaj pripravljam, če bi grel, bi mogel obračati že. In ta ponjo ima take grelce špirali, pa na sredini se ne peče, samo po zunaj se peče. Tako da v bistvu, da vse drugo je dobro, samo za pico. Ker pri pici rabiš jo zgor temperaturo, tu je pa ni, pa res nič ne pomaga. Imamo kjero kandidatko, da se loti tega zamudnega dela.
dobi 2 kosa mesa. Mislim, da ne bomo mogli deliti. Najmanj klocov. Mislim, da bo še kjer košček prirezali. Ja? Ajde, kašo. Nekaj tako bo dobila malo. To bomo zdaj Mija notri dodajala, lepo, pa tako riž isto. Kar koriš, ja? Samo ne. A kar tako nič? Govorite, kaj gledate to? Ja, pa to ni treba nič, namaka. Ajdovo kašo dajo. Kako dolgo pa da rabite ta kaša? 10 minut. Ajde. Ajdo, Ja. Samo ne? Drugi, a je Ja, oni so pa dali maso. Pa to pol ure prej. Tako triš, malo je zastekleni, potem pa kar se nijem svoje. Je skoro dobro. Drugač pa 2 jedna, vse šanče smeš. Paradajz gre na koncu. Paradajza nikoli ne smeš kuhati. Paradajz samo da zavre, da ga toplotno obdelaš. Takrat je sladek, rače kisli. In tu boste zdaj videli na ta način, kako se to lepo. Zdaj bomo dali še malo zamišljenja. Ja, zdaj smo malo na buru, z tem trgovin, je tudi nama izhrana. Zdaj bomo že paradajz narežem. Se mi slikamo. Samo zavremo 10 minut. Pomembno pri kaši je, da prejem fejs počasi. Koliko da vrem. Ker če močno kuhaš, isto testenine ti začnejo cvesti vse. Vse živilo uniči z močnim vrihom. Malo po malo. Zdaj, ko bo zavrela, bomo čisto zmanjšali. Evo. Paradajz na kocke. Ja, če imate instant kašo, lahko, ne? Jaz instant nič ne kuham, samo namočim pustim, pa potem samo notri zmešam. Pa kjera je pa instant kaša? Ja, instant je od Zlatopolje, ima instant. Ja, taki škateci je trdi. Jaz to kupujem, samo tudi nič veliko ne kuham. Skoliko da prevleče, takoj kuham na ajdovo kašo. Paradajz bomo dali načine kocke narezan na koncu notri. Če bi ta paradajz šel prej dušit, pa ga bi zdaj kuhal. Če vas matra olupek, samo zdaj, kaj na male kocke narezan, ni problem. Potem ga samo v vrelo vodo namočite, da bi ne mogli. Matra bo ga dol tlačil. No, niso slovensko vlada obvlada za tem. Smo edino matra, ker režem na rdeč paradižnik. Nekako bolj se mi ljubše zelene barve. No pa gospod Turk, veste kaj od njega je, kaj žalosten? Gospod Turk. To je drugo razredno ter. Se jaz bi tudi bil žalosten. Tako pojedimo na nekaj. Je pa samo razgladi, če kak je zgorijo izbližni. Ja pa bil 100%. V Sloveniji so popularne telenovele, tako da ne more gospod Turk zmagati. Če je Barbie, je Barbie. Barbie je pa zato vredi, ko imaš travnico in kifico, ne? Vraške pa bolj redko dobro.
Kak ste zdaj na to prišli? Pa Grodska vas predvolilni mov. To pa res ne veze, zdaj še lavnico. Tu smo čisto. Seveda je. Do 2. decembra še. 3. Gremo peč. Nekje na 5. Malo. Ne, meni ne bo vrelo, ker ni nekaj. Veržja, ja, če je kaj premočnega. Ja, ker ta preživljena vonče. Bomo samo predstavite drugo dozo tam. Nič se bati, da bo samo vrglo 2 metra. Hvala lepa. Vse sem tapecirana, ne? Ja, vse je za vrglo. Zdaj, če bo spet vrglo, te smo že vri. Pojela na pol slonovega. Zdaj bomo obračali. Zdaj, gredici so tako. Treba najprej obrniti. Za notri se ne bodi. Samo malo, ne se zapeče. Ko bo začelo črno, gorite pa. Zdaj imamo še tu paradajskega, ponavljali na konci noter. Malo pospravili. V noži. Sicer ti so petrolovi. Niso pa biti najboljši. So vredi, ampak niso. Predebelo rezino je. Ko režeš, samo nekaj potap 3 krasne. Boljši so noži za tanke v rezinu. Keramični so zelo fajn. Keramični nož. Pa tudi res ostri ostaneš, ne? Razvijavi s temi. Najboljšo izkušnjo imam z nožem, ki je bil 3 evre. Najboljši nož. Z njim sem prerezal 1,5 kg. Pa najlažje je šlo, pa se kljaš lahko da sem gledal. Z vsemi temi dragimi kovanimi noži moraš biti pa izredno. Mercator. Piše neki dolmijo, nekaj takih piše. Tisti po 3 evre so. Velikost je pa podobna temu, tak gre dol, ampak ima to rezino, nima zaključka, še lepo rezino ima zemsko. To pa reče, da bote nože na benzinski? To imam pa. So v redu, ampak niso biti najboljši. Za mene, ko dosti delam, ne. Za doma pa verjetno par let držijo, ker so kvalitetno narejeni. To je dejstvo. Samo noži so od človeka odvisni, kak je navajen. Jaka, če bi še benzin tekel na drugem kraju. Ja, če bi še. Samo za 3 tedni še imajo na benzinski. Ti keramični se bo nosil? Ne, keramični. Jaz sem kar dosti zrezal. Pa tudi ono posodo s tem dnom keramičnim. Keramičnim dnom. Keramika. Pravijo, da to ne bi bilo zdravo. To je navadno že, ker tako je teflon, prevleka teflona so grobe. Teflon je sve malo trapal. Tako je ga tudi z navadno leseno kupil, da že počkipuješ. Ja, nekaj ni keramika strpena. Teflon, ja. Keramika je pa gladka. In keramiko lahko zažgeš, pa gre ven. Teflon, če zažgeš, ne moreš ga umitniti več.
ko če ga greš pa čohat z veledo, ga pa že takoj poškoduje si. In ko veter poškoduje, se ti grabi. In pa se ti zmer bolj krha in ti zmer bolj grabi. Zdaj pa lahko vračate počasi. Zdaj boste že imeli lepo zateče. Na manjšem šklopi je bilo. Ne smete edino preveč zapeči. To je važno. Reč trikrat obrniti, ko pa enkrat močno zažgati. Ker ko enkrat zažge, sezam to. Zaradi tega, ker bi šla praga toliko, ko bi se začelo dušiti. Da gre vse ven. Vse bolj boma obrnila, ma pokrila, da bo šla praga bolj noč. Ker pri mesu je tako, tako meso rabi 2-3 minute. Ne rabi več. Mi doma vse preveč pečemo. Nic ne, tako radi 20 minut pečemo. To je suho meso. Moraš z vodo zaliti, da pol lahko ga ješ, ne da se zmešta. Preveč in ribe, mi delamo v konvektomatih, jih delamo 7 minut na 140 stopinj. Pa je riba, pire pečemo. 7 minut. In zdaj mi ga pa dobro tam pečemo, vsem pa gor ne. Če se še smotiš, da ga daš na tisto, ko je notranje stran pri kosti, se ti pa vse gor prime. Tista koža, zmer ga morate na kožo dati najprej. Najprej na kožo, pol obrne. Bi rekel, slabo je Žižek. Kaj je? Se delamo. Zdaj to bi pa šle mislili. No, ja. Se delamo ribo. Moramo psuvati. Da vam ne pade kaj na ribo. Da vam povem. Da ne pade. Mene v Ameriki to vprašali. Rekli, gospod Žižek, kaj je bolj pomembno? Ali življenje ali ne življenje? Rekel, najbolj pomembno je, da imaš suho rib. Ker moje je ponavadi mokra. V Ameriki, gospod Žižek ima predavanja, ta 2 vrsti zmer prazni. To pa se ga vprašaj, zakaj? Zato, ker jaz imam bolj mokro podaj. Evo, zdaj pa kašo. Rahlo je samo zmešamo. In zdaj bomo dali zraven še paradajz. Zdaj se počasi, samo vse vodo spišati. Meseka bo uvedel vse počasi. Boj še je tak, gledam. Če bo enkrat zažgano, je že konc. Zdaj bo isto. Malo tako na zgodnji, drugo super. Pine, zelo pomembno. Rokom leta je boljši, ja. Pa potem, ko imaš maščobo, tako imaš vročo. Zdaj bo počasi, vidite, zdaj se bo to hitro naredilo. Zdaj bomo počasi še videli, da dodali paradajz. Zdaj se pa lahko sedete, da bom lahko v miru pojel. Da bo lahko dihal. Ja, da meni steče. Ja, pa še ne več. Pa še steče. Ne rabite čumu, tako je. Meso, ko ga obrnete, ga lahko pokrijete. Važno je ta prvi del zapekanja, da je lepo gre skozi, ker ko ga pokrijete, gre pa vlaga in vlaga hitreje prodira kot temperatura v sredico.
Tako da meso je prej gotovo. Ja. V prvi fazi je pa važno, da se čim prej zapeče. Da ne gre. Zdaj, če bi ga v prvi fazi pokril, bi mi vlaga začela dol iti, bi se mi dušilo na mesto peklo. Zanimivo. To je pa dosti slano zaradi tega, ker je začinjeno toliko. Ker sem zalično solnuca, je več začin. In ne imam občutka, da je malo soli. Ker pri juhi smo imeli bolj občutek, da je malo soli, ker nismo imeli nobenih drugih začin, ker smo imeli bolj po juhu. Imeli smo okuse. Pa verjemte mi, da že tu manj soli, kot sem predal. Ampak da je to bolj slano, kot ono prej. Bolj polni okus je. In kaša je azinke. Imamo še za pokat. To je to. Ni predstavil, če si boste pol sami lahko solili. Gre bolj za to, da zdaj vidite, zakaj naredijo začimbe manj soli. Zato vam pravijo, dajte več začimb kusati, boste manj soli kusati. Problem je, ko pa ne vemo, ko imamo problem, da sami ne vemo, kjer je začimbe kusati. Evo, zdaj še to obrnem enkrat. In potem bomo šli četica koraka. Preštejmo, če je dosti mesa. Zdaj boste videli razliko. Tu ni dobene vode. In meso, ko ga daš v uste, je sočno, samo gre dol sok. To je v bistvu mesa. Ne da ješ meso, da ga moraš z vodo zalivati, zato da ga lahko dol spraviš. Z vinom, ne? Ja, vidiš. Vidiš Slovenca, takoj najde na domestik. Zdaj bomo samo še malo razporedili, ker eni kosi so malo bolj večji, zato moram še jih malo popeči. Zdaj da vidim, koliko jih je, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, na meji bo. Samo, če ste za to, dajmo prvo župano, ker tu je največ odvisno. Ker to ima največ odvisno, zdaj, če župan lačen šote, ne več drugo leto delavnic. Ne, konec. Kje je moja super pomočnica? Jaz pašem, ajdovo kašo, vi pa meso. Aha. Se bojite, da bo zmanjkalo, ne? Ne temu pa jaz meso. Da ne bo pošije. Dajte vino pol koščke. Prosim, četica, gremo. Prva ena stran, poj pa druga, ne boste se tekli. Mi je šlo po noži, sem pa tja. Kakar časov. Kaj pa ste lepo steklega naredili, da ne bi to te zdrave hrane jeli? Pa malo to bošte se bo. No te zaviši na čevapčiče, bo potem. Ali pa na plico. Če vsi trpijo. Ja, vse. Ja. Za vse bolje, ne bo za vse. Pri tej sladici bomo dali še fige. Fige bojo služile malo kot naravno sladilo. Lahko date tudi suhe slive. Tega imate bolj doma, ne, suhe slive.
večina delam tudi sladice, dam jabolka. Jabolka si naredim karamelo, malo masla, cuker lepo prepražim malo, ko začne take rjave barve, dam riba na jabolka gor, lepo podušim, cimeta malo limoninega soka, pa to dušene jabolke v kozarce notri, pa puding, navaden brez cukra skuham, pa gor lepo vrh. In potem imaš sladka jabolka s tem karamelo in s tem karamelo lahko delate tudi za jabolčen štrudel. Veliko bolj okusen pride štrudel. Ker daš karamelo, malo tako aromo dobro da. Tudi če imaš take kisle jabolke, včasih so take. In potem samo puding skuhaš gor, lepo daš in potem, če imaš doma meto, je še meta fajn, pa sladkor, pa se sekljaš to, pa meta, pa cuker, na koncu preko serviraš, da še meto, ti zgor to diši tak fajn. Ko pa ješ, imaš pa sladko najprej na jeziku, ono gor imaš pa puding na nebo, ko se daš v usta. Tako da ti je sladko prvo, tako da ne prije prvo notri, da ni sladko. Ampak ti je sladko, bo tisti puding pač malo počampaš, pa je. Če bi pa puding cukro, pa še jabolke cukro, je bil pa sam cuker, To so potem take sladice, ko včasih delam za šole, delavnice, tudi za otroke. In je hitro narejeno, pa še otroci imajo res radi. Evo, zdaj še podali tu malo fig zram, da boste se najedli lepo. Ja, če kvalitetnega kupite polja. Ne, niso najboljši bili te, ko so tak... Drobci pa skisnjeni. Ja, najboljši so oni, ko so res vbiti. Ja, tisti je najboljši cukor, tisti res veš, da je to tisti cukor. Ja, tega lahko postiš, ko so te razne blagovne znamke trgovinske, z proja kavo pobarvane. Tudi krugi so vsi pobarvani z proja kavo, Ja, saj tudi, če krug not namočite, vse te videli, gre malo. Beli ne. Beli je najbolj ziher, Saj ne morate pričakovati, da vam nekdo da ženi kruh za evro pa pol. To je težko. Če si doma preračunate, so učenica, ni zastoj, ne je treba marsikaj vložiti, da je potem je, Tako da ne realne pričakovati, da v poceni kruh stoji dober pa vredi kruh, Te boj še belega kupiti, pa ga manj pojesti, ko pa kupite enega tako je pobarvan pa pun kemije, Ker kruhi imajo dodatke za obstojnost, dodatke za ne vem kaj še pa tisto, kislo testo se daje notri za te temne ržene kruhe, Kako bučnim oljem zabijete? Kruh? Jaz sem ga zdaj samo sameni delal, s bučnim oljem še ne. S bučnimi semeni, da sem dal notri. Zdaj, da bi dali testo olje notri v testo, to mislite, testo olje? Skor boljše za semena, te vsaj prežvečiš kruh. Ker če ima semena, to si presiljen griziti, ne moraš goltati. Samo boš imel dobre zobe. Jaz sem zmer pristaš tega, da ljudje premalo hrano žvečijo. Ljudje samo goltajo. Po liniji najmanjšega odpora, samo da pogoltne čim prej. Zato je treba se naučiti bolj al dente. Zdaj bomo to zmešali, dali še malo cimeta zraven. Sladico boste dobili posebne, sam bilčke žlice se te obdržali, dobro? Nimate več? Gotova igra, lahko noč. Ne, imam jaz, nič ne skrbi. To je lepše reči gotova igra. Vsega sam povemo, da to sladice, to pa je toliko jogurta, da ne vrem jaz. Duša, od kakega gola so ostale žlice. Ja, vse so res. Vse tako imamo meka tudi. Evo.
Jogurt. Sam takrat bi mogel dati malo meda noter. Ali pa agavin sirup, ne? To je tudi fajn. Kakaj je smutne pa s tem jaboljem sirupom? Preveč je, aroma je premočna. Sej sladek je. To je sad iz televizije, ne pa da sem. Ne, žmah ima, divji žmah ima. Agavin sirup je pa brez žmaha, pa fajn sladek. Agavin? To dobiš tudi že v Mercatorju. Tudi v Mercatorju? A Mercator je glavni Vse v sektorju vidi, dobiš. Samo v Rogatcu je Mercator, pa sem zato rekel. Ja, na bio oddelku, če ga imajo. Imajo bio oddelek, ko ja. Kam premilamo? Premilamo, da. Bio oddelek, premilamo. Cimet. Da imaš to. Zdaj pa rabimo samo eno šnico, tole. In premešamo in to je. Pa lahko zdaj nič ne vidim, nič ne vidim. Zdaj posod nimate, tako da bomo dali vam te posode. Zdaj, enako nekaj podobnega že dobite v trgovina z žitaricami, jogurte, ne? Zdaj, vprašanje spet žitaric, koliko je enoosebnosti, pa kakve žitarice so. Piro je tu kuhana, kar ne. Lahko si kupite tudi piro že kuhano v sopari, ker takih malih... Samo ti premešaj, pa kar. Vse smo vse dali notri. Moja kuharska pomočnica, kar to je spridno mi. Živela se, ja, se zakužila. Zdaj ima tak gori, kot da bi tiramisu mešala. Ja. Vira, jaz ponavadi vse, od fižola do vsega kuham zvečer, par minut, 10 minut, vodo zamenjam. Ne, vodo zamenjam, drugo vodo gor nalijem, pa pustim čez noč. Zjutraj pa kuham največ 20 minut, 25. Vse skuham. 10-15 minut, toliko da razbijam strukturo žita, da prije voda nad sredico. Bolj pustim čez noč drugi vodi, da se napne in bolj hitreje skuham do konca. Kaj pa ekonom lonec? Ja, ekonom lonec pa ja, čist pa lepo skuhaš, ne? S tem ga še pospešiš, ne, ekonom lonec. Jaz pa še delam brez peč. Jaz tako bi standard delo, ne? Zvečer rajši skuham, hladim, potem drugo mrzlo vodo gor. V tem primeru ne. Samo kuham takoj. Pa pol čez noč se namaka, tako da je drugi dan prej kuham spet. Ker to sem sam testiral, ker sem delal dosti delavnic, vsaki dan sem imel drugo delavnico, drugo kašo, ali fižol ali pa kaj, pa sem zmer tak namakal, tudi čičeriko isto. Ker če spraviš to kuhati 1 uro, mora vreti po tamanu. Pa še imaš problem, ja. Tako da zmeraj ne bo še 15 minut fajn prevreti, vodo dol, drugo vodo gor, pustiti čez noč, drugi dan boste videli, kako hitro vse kuha. Super. Zdaj pa probajte, če je dobro. Kar to notri. Nekoj tako v gostilni na televiziji. Tam so pa, ne? Packi. Ja. Kaj pa solite, jo? Kaj pa date doma? Ne. Samo prevrem, pa pol drugi dan pol sodim. Malo je, ne? Malo manjka cukra. Gremo pogledati v čarobni donček. Če imam jaz kakaj agavin sirup s sabo. Pa premalo sladko? Flaš imam puno s sabo. Samo prazne. Meda, tudi meda meč. Da važem šuker pa ne vela? Grem jaz po njega malo pa Ja pa, Ne. ni zdravo. Ni zdravo, to. Nekaj 20 tukaj srast. Pač jogurt je. Zdaj, če date sadni jogurt, samo sadni je dosti. Tako si pa date malo meda, rajško belico. Najbolj na tortah, bolj znam se Malo pa, če pa daš navadni jogurt, pa moraš kar kaj.
Tako da četica koraka ponovimo vajo. Zdaj pa to ta stran. Prvo ta stran, ki je bila pred prikrajša.